Moje ime je Jan in danes si bomo pogledali, kako uporabljamo sloge. Če se vam zdi uporaba slogov v Wordu total bedna, vas popolnoma razumem. Do pred kratkim jih tudi sam nisem uporabljal, ampak zdaj, ko jih znam, ne grem več nazaj. Znanje uporabljanja teh slogov ne spada nujno pod Word za napredne, ampak je ključno, da razumemo, kako te sloge uporabljati, da jih znamo tudi prilagajati. Pred sabo vidimo neoblikovan tekst, dolg 2 strani, relativno kratko besedilo, ki ga lahko oblikujemo na 2 načina. Najprej si bomo pogledali direktno oblikovanje. To bi izgledalo tako, da jaz tekst označim, ga dam krepko, povečam na sredino. Vsekakor bi morali cel tekst z Ctrl+A označiti in ga obvezno sredinsko poravnati. To nam spet vrže naslov na levo stran, ga damo spet na sredino. Že teh nekaj sprememb nam je, če pogledamo tukaj pod puščico za razveljavi, vzelo 7 klikov, pa jih vse razveljavimo. Smisel uporabe slogov pa je v času, ki ga potrebujemo za urejanje. To še posebej velja za velike dokumente, kot so seminarske naloge, diplomske magisteriji in podobno. Zdaj pa poskusimo ta tekst oblikovati s slogi. Označimo najprej ves tekst s kombinacijo tipk Ctrl+A in gremo z miško na zavihek osnovno, v skupino slogi in izberemo slog navaden. Nato se s klikom postavimo na naslov Mona Lisa in v skupini slogi izberimo naslov 1. Z miškinim klikom se zdaj postavimo na stavek ime pomeni gospa Lisa. Lahko se nastavek samo postavimo ali pa ga s klikom označimo. Mimogrede, celotno vrstico označimo tako, da kliknemo levo od nje. Tega zdaj želimo izpostaviti od preostalega besedila, zato kliknemo pod slogi izpostavi. Da oblikujemo naslov zgodovina, kliknimo nanj in dajmo naslov 2. Pa oblikujemo še ostale dele besedila. Izpostavimo spet, da so ukradli. Istovetnost osebe naj bo naslov 2. Prav tako pa vsebina in umetniška vrednost. Tako smo z 7 kliki naredili to, kar bi nastalo pri direktnem oblikovanju vsaj 60 klikov. Torej smo si prihranili 8-krat manj dela. Te sloge si torej lahko predstavljamo kot neke kontejnere za atribute besedila, torej za njihove lastnosti, kako izgledajo, kakšen razmik naj bo vmes. Pri uporabi slogov pa gre predvsem za ohranjanje enotnosti skozi besedilo. Tako so vsi naslovi enaki in ne rabimo vsakič označevati in iskati enake pisave. Z uporabo slogov se torej ne moremo zmotiti. Uporaba slogov je tudi temeljna za oblikovanje kazal, kar bomo delali v prihodnjih videih. Uporaba teh slogov pa nam omogoča tudi napredno funkcionalnost. Recimo, če se postavimo z miško nad naslov zgodovina, vidimo, da se nam na levi prikaže takšen trikotnik. Če nam kliknemo, se bo zložila vsebina celotnega naslova. Isto lahko naredimo z 2. in pa 3. poglavjem ter s celotnim naslovom. Zdaj pa si predstavljamo, da želimo istovetnost osebe in pa vsebine in umetniške vrednosti zamenjati. Torej, da se poglavji zamenjata. Ta naj bo poglavje 3, ta pa 2. Pri klasičnem oblikovanju bi morali vse to kopirati, lepiti in spreminjati. Z uporabo slogov pa lahko gremo pod zavihek Ogled in vklopimo v skupini Pokaži pod okno za krmarjenje. V njem se lahko mimogrede tudi premikamo po različnih poglavjih. Če pa želimo ti 2 recimo zamenjati, pa lahko nam kliknemo, držimo in povlečemo pod tisto poglavje, ki ga želimo. Če so poglavja izjemno dolga, nam to lahko prihrani ogromno časa. To pa je bil samo delček tega, kar lahko slogi storijo za vas. Naslednjič si bomo pogledali, kako te sloge prilagodimo in ustvarimo svoje.